predavateljica, torej na Univerzi na Primorskem, predava na programih biopsihologija in psihologija. Njena raziskovalna pot pa jo je vodila od raziskovanja genetike samomorilnosti preko biokemijskih mehanizmov koristi fizične aktivnosti do delovanja imunskega sistema. Zdaj zadnja leta pa se navdušuje nad povezavo črevo-možgani in nad čudovitim svetom mikroorganizmov, ki nas naseljujejo. Blizu je celosten pristop k človekovemu psihofizičnemu zdravju in naša vsestranska vpetost v preostalo naravo. Preden pa besedo predam naši predavateljici, naj vas opomnim, da imate seveda možnost postavljati tudi vprašanja preko aplikacije Slido, do katere lahko dostopate preko linka v YouTube opisu ali pa iz strani Kanala 2 na spletni strani Tedna možganov. Tako, Tina Tinkara, izvolite, beseda je vaša. Ok, zdaj mislim, da lahko vklopim mikrofon, se opravičujem za prej. Ni problema. Smo šli malo vzporedno, hvala za predstavitev. Ok, potem bi pa jaz kar delila ekran. Tako da res lepo pozdravljam vse. In vas vabim na eno kratko potovanje skozi svet mikrobioma oziroma skozi mikrosplet. Z namenom vas malo navdušiti oziroma spodbuditi nadaljnje spoznavanje oziroma raziskovanje sveta mikroorganizmov, ki nas prežemajo oziroma naseljujejo. Mogoče ni naključje, da je slika tega tedna možganov v bistvu nekako v kontekstu današnjega predavanja, saj kot vidite prikazuje človeka, ki ga obdaja, prežema en oblak, lahko si domišljamo mikroorganizmov. Ok, pa da kar začnemo. Torej vsakemu od nas je najbrž precej dobro jasno, da je človek del narave oziroma da smo z naravo zelo prepleteni. Zdaj vam pa ponudim še en podatek in sicer, da v bistvu poleg človeških celic naše telo naseljuje skoraj tolikšno, če ne mogoče celo večje število mikroorganizmov. Torej nas številčno mogoče celo malo prekašajo, zato si lahko domišljamo, da smo en tak velik oziroma en tak zanimiv superorganizem, ki poleg svojih telesnih celic gosti tudi cel kup mikroorganizmov in deluje nekako kot en tak mini ekosistem. In še več, v bistvu znanost dokazuje, da ravno s pomočjo mikroorganizmov oziroma njihovih produktov pravzaprav lahko tako cvetimo oziroma uspevamo, kot pač uspevamo. Tako da moj namen je ta svet malo pobliže spoznati oziroma vse, kar mikroorganizmi počnejo za nas v dobrem in slabem. Torej, sam izraz mikrobiom oziroma, če začnemo z izrazom mikrobiota, predstavlja v bistvu kraljestvo mikroorganizmov, kamor spadajo bakterije, alge, glive, nekateri štejejo tudi viruse sem. In ti mikroorganizmi naseljujejo naše telo, na večinah je skoncentriranih v črevesju. In tukaj na tej slici vidite eno približno trenutno oceno celokupne mase mikroorganizmov, ki jo gostimo. Če izključimo še vodo, če bi to maso posušili, bi bilo še majčkeno manj, ampak še vseeno, če si predstavljamo, da so mikroorganizmi očesom nevidni, je to kar konkretna masa, ki prebiva v nas oziroma na nas. Torej, kje se nahaja še poleg črevesja oziroma prebavnega trakta, še v drugih sluznicah zelo pomembno delo opravlja v pljučih. Veliko jo je oziroma vsekakor naseljuje našo kožo, pa še cel kup drugih organov. Pravzaprav ni dela telesa, ki bi bil 100% sterilen. In ugotovili so tudi, da tudi plod, torej pred rojstvom, je že organizem v stiku z mikroorganizmi mame, ki pripotujejo do njega prek posteljice oziroma amniotske tekočine in popkovine. Tako da dejansko tukaj že prihaja še pred rojstvom, torej do prve naselitve mikroorganizmov. Potem pa pride tisti velik boost oziroma ogromna instantna kolonizacija z mikroorganizmi, ko otrok potuje skozi porodni kanal in če ima srečo, se rodi torej na klasičen način in v bistvu s telesom z usti zajame cel kup mikrobiote, mamine mikrobiote, torej mikrobiote mamine nožnične sluznice.
Če se zgodi carski rez, sodobnejše porodnišnice navadno potem vzamejo bris mamine nožnične sluznice in pomažejo otročka, da mu omogočijo eno opremo, tako začetno opremo z mikroorganizmi, ki mu pomaga potem postaviti odpornost. Naslednja ogromna oziroma kar konkretna kolonizacija sledi oziroma se odvija skozi dojenje, torej s pomočjo maminega mleka, potem pa nekje v 2 do 3 letih življenja ima otrok že približno postavljeno mikrobioto, primerljivo z mikrobioto odraslega. In v nadaljnjih letih se to precej dinamično spreminja, mikrobiota se stalno menja, gre za zelo fluiden svet, starostjo pa tako kot večina zadev, pestrost in živost mikroorganizmov začne upadati in nekako tudi prisustvuje pri torej vedno slabši sposobnosti regeneracije oziroma pešanju popravljalnih mehanizmov. Torej, skozi življenje mi lahko s svojimi navadami precej spreminjamo mikrobioto, celo na dnevni bazi, ker se dejansko z načinom prehranjevanja, z gibanjem, z našo aktivnostjo, z življenjskim okoljem, poklicom in vsekakor socialnimi stiki, poseljenost našega telesa z mikroorganizmi lahko precej spreminja, predvsem v smislu razmerij oziroma njihove živosti. Zakaj je to dobro oziroma čemu se to dogaja? Torej, mikrobiom, če razširimo pojem iz mikrobiote na mikrobiom, mikrobiom v bistvu poleg mikroorganizmov vključuje tudi celoten genski bazen oziroma nabor genov, ki jih mikroorganizmi nosijo v sebi v obliki DNK ali RNK-ja po celotni populaciji, torej ne samo moje ali vaše, ampak od vseh nas ljudi. In ta genski bazen je precej večji oziroma obširnejši kot bazen našega genoma, ki vsebuje tam nekje 25.000 plus genov, medtem ko imajo bakterije tega še 100 do 200-krat več oziroma vsaj 100-krat več. Kar pomeni, da njihovi produkti, torej produkti, ki nastanejo iz njihovega DNK in RNK materijala, so pravzaprav veliko številčnejši in njihovi produkti v obliki raznoraznih proteinov oziroma metabolitov, ki jih proizvajajo s pomočjo prehranjevanja, so na različne načine vpeti v procese naših telesnih celic. Tako da vedno bolj postaja jasno, da je naše preživetje v precejšnji meri odvisno tudi od mikrobioma, ki ga gostimo. In uspeli smo skozi evolucijo vzpostaviti en tak obojestransko koristen odnos, mutualističen odnos, kjer en drugemu pomagamo. Mikroorganizmi oziroma gljive, alge, bakterije, virusi so tukaj že veliko dlje časa kot mi, milijardo let in več, in so uspeli v tem dolgem obdobju precej sofisticirati oziroma izdelati zelo inteligentne mehanizme delovanja, ki jim omogočajo preživetje, razmnoževanje oziroma razcvet. Tako da se od njih lahko marsikaj naučimo oziroma če z njimi sodelujemo, je to tudi v naše višje dobro. In pomislimo, mikroorganizmi lahko živijo oziroma brstijo v našem črevesju, lahko se pa tudi znajdejo in preživijo v veliko bolj ekstremnih okoljih, čeprav tudi recimo želodec z nizkim pH-jem je precej ekstremno okolje, ampak najdemo jih pa recimo seveda po celi naravi, na mahovih praprotih, v rekah, jezerih, potokih, pa tudi recimo na dnu vročih vulkanov in oceanov na drugi strani. Tako da očitno jim kar dobro uspeva, da so še vedno tu oziroma bogatijo naše ekosisteme. Torej, če se majčkeno bolj poglobimo, zakaj je mikrobiom koristen za človeka oziroma kakšne funkcije opravlja, predvsem v prvi vrsti predstavlja mikroorganizem oziroma vsaka bakterija v našem črevesnem traktu, ki je tehnično v bistvu odprta cev, od ust do zadnjične odprtine, je v bistvu to odprta cev, ki predstavlja zelo dober stik za naše telo z zunanjim okoljem. Tudi pljuča v bistvu, ali pa koža recimo, ampak če govorimo o organu, kjer so mikroorganizmi najbolj skoncentrirani, recimo v našem prebavnem traktu oziroma konkretno črevesju, potem je kar fino imeti mikroorganizme kot posrednike med dogajanjem v našem okolju in dogajanjem znotraj našega telesa. Mikroorganizmi, kot verjetno veste, pomagajo pri prebavi in presnovi oziroma pri prebavljanju za človeka
neprebavljivih ali težje prebavljivih snovi, kamor vsekakor spadajo kompleksni ogljikovi hidrati na čelu z vlakninami, ki so v bistvu glavna hrana bakterijama. Probiotiki so v bistvu živi organizmi, bakterije, ki koristijo človeku, prebiotiki so pa njihova hrana, kamor spadajo vlaknine. Si bomo na naslednji prosojnici en zanimiv filmček pogledali v zvezi z metabolizmom. Zelo pomembni so mikroorganizmi kot regulatorji energetske bilance za človeka, tako da v bistvu imajo kar precejšen vpliv tudi na našo telesno težo in telesno sestavo. Ugotavljajo, da če so pač mikroorganizmi v neravnovesju, da je to pomemben faktor pri pridobivanju telesne teže med drugimi. Mikrobiom oziroma njihovi produkti se pomembno vpleta tudi v delovanje živčevja, tako centralnega, torej z možgani na čelu, kot perifernega, kamor spada avtonomno živčevje, pa tudi živčevje črevesja. Mikroorganizmi namreč lahko sami proizvajajo s pomočjo fermentacije vlaknin precejšnje število metabolitov, ki so sposobni vplivati na delovanje živčnih celic, na njihov nastanek, predstavljajo njihovi metaboliti tudi prekurzorje oziroma sestavine za izdelavo živčnih prenašalcev. Poleg tega že samo črevesje je precej oživčeno, nekje v rangu hrbtenjače, kar ni zanemarljivo. In živčne celice v črevesju v bistvu ves čas komunicirajo tudi z živčnimi celicami v možganih in pa sposobne so črevesne celice oziroma enterokromafilne celice izločati cel kup hormonov, kot so recimo serotonin, dopamin, ki dejansko delujejo kot uravnavalci razpoloženja. Čeprav recimo serotonin v možganih nastaja ločeno, ne gre za isti serotonin, ampak vseeno marsikateri hormon se pa proizvaja oziroma hrani v našem črevesju, kjer je pa tudi sedež naše odpornosti oziroma imunskega odziva. Tako da tudi v luči dogajanj preteklega leta se moramo malo ustaviti in mogoče pomisliti, kaj mikrobiom dela za naše celice oziroma kako naj mikrobiom našim celicam koristi. Ker poleg razvoja živčevja oziroma delovanja živčnih celic je mikrobiom sposoben modulirati tudi delovanje imunskega sistema. Spodbuja recimo črevesne celice oziroma imunske celice v črevesju, da sproščajo vnetne, pa tudi protivnetne citokine oziroma molekule, sodeluje pri razvoju oziroma maturaciji celic imunskega odziva in je en pomemben faktor, ki nam pomaga se soočati z nekim vdorom nekega patogena oziroma z uravnavo, z ponovno vzpostavitvijo ravnovesja, potem ko se zgodi neko vnetje in je patogen odstranjen. Tukaj samo dve taki slikci, ki sta v bistvu na nek način precej podobni oziroma tako kot recimo na tej sliki, ki prikazuje nevrone in njihove sinaptične stike, ki se stalno prižigajo, ugašajo oziroma nam omogočajo komunikacijo znotraj centralnega živčevja, tako se tudi v bistvu znotraj, recimo, da bi bila tole slika prebavne cevi, znotraj črevesja se črevesne celice v bistvu ves čas pogovarjajo z mikrobiomom, ki je le milimeter stran, na drugi strani črevesne sluznice in lahko s svojimi produkti precej vpliva na delovanje črevesnih celic. In skrbi tudi za integriteto črevesne stene oziroma epitelija. Pa ne samo za integriteto epitelija, ampak tudi integriteto krvno-možganske bariere, se pravi še tiste meje med možgani in krvjo, ki v bistvu zagotavlja, da karkoli ne preide v možgane oziroma ne vstopi vanje. In omogoča možganom, da so precej strogo reguliran prostor. No pa si dajmo res pogledati en filmček, majčkeno za popestritev, zdi se mi da zelo nazorno in impresivno prikaže dogajanje znotraj našega črevesja, ko recimo zaužijemo neko škrobnato živilo, lahko so to stročnice, žitarice, sadje kot na primer banane, ki vsebujejo kar precej škroba in tukaj konkretno gre za rezistentni škrob. Se pravi škrob, ki ga naše telo ne more samo predelati, in predstavlja v bistvu vrsto vlaknin, ki so pa idealna hrana našim bakterijam. Pri tem, ko bakterije sfermentirajo ta škrob, nastanejo tako imenovane kratkoverižne maščobne kisline. To so v primerjavi z lipidi malo manjše molekule,
ki so sposobne pa prehajati krvno-možgansko bariero in tam vplivati tako na njeno integriteto, kot na signale, ki se prenašajo po sinaptičnih stikih in v bistvu delujejo kot neki prekurzorji za izdelavo nevrotransmiterjev, ter se vključujejo v razne tokokroge. Poleg tega seveda še vedno tudi na nivoju črevesja delujejo stimulativno za vnetni odziv oziroma za pojačanje delovanja oziroma integritete črevesne bariere, da kar ne prepušča vsega skozi, iz črevesja v kri, tako da so v bistvu te kratkoverižne maščobne kisline udeležene v številne procese, ki so pomembni za naše zdravje, tako psihično kot fizično. Predvsej so popularne v bistvu te molekule in predvsej jih zadnje čase raziskujejo, obstajajo na trgu tudi njihovi sintetični analogi, ki pa se vsekakor ne morejo kosati z kratkoverižnimi maščobnimi kislinami, ki nastanejo v našem telesu ob zaužitju ustrezne prehrane. Filmček je v angleščini, ampak mislim, da je tudi grafično dovolj nazorno prikazano, da si boste lahko predstavljali, kaj se dogaja in vas morda ta svet oziroma pogled v ta svet znotraj vas še dodatno navduši oziroma mogoče inspirira za nadaljnje raziskovanje. We know that many plant foods benefit our health. Scientists now believe one reason for this lies with the gut microbiome, the bacteria in your intestines. Your microbiome is nourished by meals like this, rich in one type of dietary fiber called resistant starch. Resistant starch can't be digested by your body, but instead becomes food for your gut bacteria. Most starch is easily digested. Starch is dissolved in the small intestine and then absorbed by your body, providing you with energy and nutrients. The remaining non-digestible portion is called resistant starch. The resistant starch continues its journey through your gut and arrives at the large intestine. We see that the resistant starch has become exposed to the healthy bacteria of the gut microbiome. This species of bacteria specialize in breaking down the resistant starch. This breakdown process provides the bacteria with the fuel they need to survive. As they use the starch for energy, they release small carbohydrate molecules. The neighboring bacteria feed on these carbohydrates. As the bacteria feed, they excrete even smaller molecules as waste. One of the final waste products is called butyrate, an energy source for your body. As the large intestine, the presence of butyrate encourages blood to flow into the vessels of the large intestine, keeping the tissue healthy. If your diet includes enough resistant starch, these cells will use butyrate as their main source of energy. Here, we can see the molecular surface of one of the intestinal cells. The surface is covered in special proteins that actively pump butyrate molecules into the cell. Once inside, they can be harvested for energy. In addition, butyrate has other benefits. Intestinal cells are sensitive to DNA damage caused by environmental factors. This cell's DNA has been damaged, resulting in a mutation. More damage could accumulate over time as the cell divides, which could lead to colorectal cancer. But a steady supply of butyrate allows the DNA damage to be more easily detected, and the cell can activate a suicide program in response. Because the damaged cell destroys itself, it can't progress to form a cancer.
starved microbiome is unable to protect you from cancer. By eating foods rich in resistant starch, you can nourish your microbiome and improve your health. Ok, mislim, da ste dojeli glavno sporočilo. Torej, omenjen je bil večkrat butirat kot ena najbolj prepoznanih kratkoverižnih maščobnih kislin, poznamo še acetat, propionat in tako naprej. In izkaže se, da ravno butirat, oziroma najbolj je pač proučen za to, upravlja številne vloge tudi pri zaznavanju v bistvu napak oziroma mutacij celic in sodeluje oziroma spodbuja delovanje popravljalnih mehanizmov, da ne pride do nadaljevanja oziroma repliciranja teh napak in potencialno razvoja rakavih celic. Tako da je zelo pomemben, in je super, če skrbimo oziroma dobro prehranjujemo svoje bakterije, ker nam te v zameno vračajo nam koristne metabolite, poleg tega pa smo sposobni tudi iztržiti precej več kalorij iz zaužite prehrane. Kar je lahko sicer dvorezen meč, če želimo izgubiti težo, recimo, oziroma če jemo neustrezno sprocesirano visokokalorično hrano, vsekakor. So pa bakterije pomembne tudi pri sintezi raznih vitaminov in drugih zadevah, ki se dogajajo v črevesju, bi pa se od tukaj premaknila, glede na to, da smo nekako na področju nevrologije, se bi premaknila še na drugi del, kjer so mikroorganizmi zelo pomembni, in sicer naš živčni sistem. Kot sem že prej omenila, je v bistvu črevesje precej oživčeno in predstavlja eno vejo avtonomnega živčnega sistema, ki lahko deluje samostojno, hkrati pa se povezuje z našimi glavnimi možgani oziroma centralnim živčevjem in mu rečemo pravzaprav kar drugi možgani. V bistvu enterični ali črevesni živčni sistem obsega celotno mrežo živčnih stikov tekom cele prebavne cevi, z največjo koncentracijo seveda v črevesju, tam, kjer je dom tudi večine naših bakterij. In te bakterije oziroma bakterije, proteoarheje, alge, glive in karkoli že, oziroma kvasovke, karkoli se tam nahaja, so pomemben mediator med možgani na eni strani in črevesjem na drugi. Oba organa, tako možgani kot črevesje, sta se v bistvu skozi evolucijski razvoj skupaj razvijala oziroma sta na začetku, če gledamo razvoj od ploda do konca življenja oziroma do smrti, glede na začetek sta bila v bistvu možgani in črevesje še bolj povezana kot del iste nevralne cevi. Ta povezava, ta komunikacija pa ostane za celo življenje in njuno delovanje je precej skladno oziroma sinhronizirano, tudi zahvaljujoč mikrobioti, ki skrbi tako za črevesje kot za možgane oziroma njihovi metaboliti lahko potujejo med enim in drugim. In slika na desni lepo prikazuje, kako v bistvu stanje ali pa zdravje vašega črevesja vpliva tudi na vaše razpoloženje, na vaše psihično zdravje, na vaše dojemanje sveta, na vaše čustvovanje in je lahko v bistvu v primeru patologije oziroma disfunkcionalnosti črevesja je lahko že to samo po sebi vzrok za recimo depresivno razpoloženje oziroma nihanje v razpoloženju, mogoče zameglen če gremo še naprej za kakšne resne duševne motnje, nevrodegeneracijo in tako naprej. In obratno, če smo slabe volje, zaskrbljeni, stalno pod stresom, ne naredimo nič dobrega za naše bakterije, za zdravje našega črevesja. Tako da gre vzajemno, v plus in v minus. Torej, uravnoteženost mikrobioma je eden od pogojev, vsaj izkazuje se, da je to eden od pogojev za naše zdravje, za našo vitalnost, se pravi vitalnost organizma. Projekt Človeški mikrobiom, ki se je v bistvu pred kratkim zaključil oziroma ga še dopolnjujejo, se je ukvarjal z različnimi zadevami, od ugotavljanja, kakšne bakterije, kakšne viruse imamo prisotne v in na telesu, do tega, kakšna mikrobiota je značilna za posamezne bolezni. In ugotovili so in s temi spoznanji tudi zasenčili projekt Človeški genom, ki se je ukvarjal samo z našimi geni. Tukaj pri mikrobiomu so pa v bistvu ugotovili, da je pravzaprav veliko več bolezni povezano ravno z neravnovesjem mikrobioma. Veliko več kot recimo z genskimi mutacijami, z nečim,
kar je v bistvu prirojeno. Medtem ko se mikrobiom, kot sem rekla na začetku, lahko zelo spreminja, odvisno od naših življenjskih navad. In če lepo skrbimo zase, skrbimo tudi za uravnoteženo mikrobioto, za katero je značilna raznovrstnost, se pravi, veliko vrst, nekje v povprečju ima človek tam okrog 500, tudi mogoče do 1000 različnih sevov prisotnih. Seveda so določeni rodovi oziroma debla prevladujoča in niti ni toliko razlike med mano, vami oziroma med ljudmi. Pravzaprav je večja raznovrstnost glede na lokacijo na telesu. Bolj različno mikrobioto imamo, če gremo od prsta roke, od konice prsta na roki do rame, kot če primerjamo svojo roko z roko svojega kolega. Tako da, recimo, naša pljuča, črevesja imajo precej podobno sestavo mikrobiote, ki pa znotraj oziroma kronološko lahko precej niha, odvisno od tega, kaj počnemo sami s sabo. Vsekakor pa si želimo raznolikost, diverziteto in prilagodljivost oziroma sposobnost prilagodljivosti mikrobiote na izzive v okolju. Če je ravnovesje porušeno, temu stanju rečemo tudi disbioza, lahko to vodi v patologijo. In skoraj je ni bolezni sodobnega časa, ki ne bi imela za vzrok, posledico ali spremljajoči dejavnik tudi porušeno ravnovesje mikrobiote oziroma mikrobioma. Od raznih avtoimunih bolezni, nevrodegenerativnih motenj, duševnih motenj, debelosti, motenj prehranjevanja, različnih oblik raka, skoraj ni zadev, tudi vključujoč kakšne travme oziroma nesreče zaradi, zamegljenega uma kot posledica neravnovesja bakterij, ki s svojimi metaboliti vplivajo na našo bistrost. Tudi tukaj bi lahko nekako spoznali, da imajo lahko prste vmes mikrobiom oziroma njihovi metaboliti, torej bakterije oziroma njihovi metaboliti. Zato je res ključno razumeti pomen ravnovesja mikrobioma za naše celotno zdravje. In vse več dokazov je, da se moramo osredotočati tudi na to, ker naše zdravje ni odvisno samo od zdravja naših telesnih celic. Sploh, če upoštevamo, da je mikroorganizmov vsaj toliko, če ne celo več. In če gremo malo bolj k praktičnim napotkom, marsikaj verjamem, da že veste, ker v bistvu se vse sklada, če skrbimo za svoje zdravje, za svojo vitalnost, hkrati skrbimo za zdravje svojih mikroorganizmov. Torej, kaj lahko storimo danes oziroma vsak dan, da bo naša mikrobiota cvetela oziroma veselo živela, seveda v pravih razmerjih. Najlažje se je polotiti nizko visečih sadežev oziroma pogledati vsak pri sebi, kaj počne v smeri spodbujanja zdrave mikrobiote, kaj pa mogoče škoduje oziroma spodbuja disbiozo. Se pravi, če je recimo vaš povprečen vsak dan usmerjen v zelo sedentaren način življenja, veliko stresa, precej procesirane hrane, veliko razne agresivne kozmetike, sintetičnih oblačil, okolja z veliko plastike, malo svežega zraka, s klimo, hrupom, sevanjem, to ne bo spodbujalo zdrave mikrobiote. Če pa se vsak dan dnevno nekako usmerite tudi v svež zrak, stik z naravo, socialne stike, pomirjanje oziroma odpravljanje stresa, kvaliteten spanec kot eden pomembnih stebrov v osnovi za zdravje, če jeste uravnoteženo polnovredno hrano, zelo prebiotično, torej hrano, ki omogoča, ki je tudi hrana za mikroorganizme, potem ste že precej naredili. In verjamem, da lahko da je še prostor za izboljšave. Pri enem nekje, pri drugem nekje. Vsekakor pa ne morem dovolj poudariti tega stika z naravo, ki je sama bogata z mikrobiomom, in če se želimo informirati, lahko to naredimo s prehodom v gozd, se usedemo, meditiramo pod eno praprotjo, lahko to naredimo s prehodom na lasten vrt, zagrabimo šop korenja, pustimo še majčkeno zemlje gor oziroma na hitro očistimo in si privoščimo v solati oziroma za kosilo, za večerjo, kakorkoli. Z dihalnimi tehnikami, meditacijo, kjer vplivamo tako na kvaliteto spanja kot na regulacijo stresa, lahko precej naredimo, spet, ker stres je res eden pomembnejših uničevalcev mikrobioma, ki je pač lahko prek svoje disbioze eden od pomembnejših vzrokov za cel kup bolezni, ki jih spremlja hkrati vnetje, oksidativen stres, slabša regeneracija, hitrejša poškodba in smo, kjer smo, bolni in v hitrejšem procesu staranja.
Tako da definitivno z ozaveščanjem oziroma informiranjem tudi v smeri skrbi zdravja za mikrobiom precej storimo vsak dan. In lahko se vprašamo, zakaj recimo nam a so bakterije v osnovi slabe in dobre oziroma škodljive in koristne, ali je to odvisno od našega stanja, od nas kot gostiteljev. Ali je problem seme ali zemlja, v katero pade. Oziroma tako, kot je rekel, mislim, da je bil, en sodelavec Pasteurja, s katerim se je Pasteur do smrti kregal, zdaj mi je šel iz glave, Barnard, mislim, da se je pisal, ampak nisem 100% v glavnem, on je dejal, da je važen gostitelj oziroma teren, kamor pade bakterije, in s tem se je potem tudi Pasteur na koncu strinjal. Tako da bakterije same po sebi nimajo etosa, niso naši sovražniki oziroma naš guru ali pa prijatelj, ampak pač želijo samo preživeti, enako velja za virus. Če mi ustvarimo okolje, kjer se razširijo bakterije, ki so za nas v povečanem številu škodljive, potem bomo imeli težave. Če pa lahko podpiramo različne seve, ki med sabo sodelujejo, potem smo pa na dobri poti do zdravja. In kadar smo dober gostitelj, se naše telesne celice ne borijo, ne tekmujejo z mikroorganizmi za prostor, ampak z njimi sodelujejo, kar je v bistvu bilo ves čas gonilo evolucije. In kar nas vodi v to, da majčkeno primerjamo zadeve na mikro in makro nivoju, se pravi, kaj se dogaja s celico v nekem okolju znotraj organizma in kaj se dogaja z nami znotraj družbe. In vidimo, da je precej paralel in da vse skupaj zelo spominja tudi na svet mikroorganizmov oziroma njihovo delovanje. Torej, celica seveda v stiku z zunanjim okoljem deluje kot pač deluje, želi imeti čim več informacij, cveteti, se razmnoževati oziroma opravljati svoje funkcije in se povezovati s podobnimi celicami v tkiva, ti pa naprej v organe, ki sestavljajo oziroma gradijo naš organizem. In vse to, na kateremkoli nivoju pogledamo, je ves čas v stiku z okoljem. Lahko je v bistvu tkivo okolje za celico, organ okolje za tkivo, organizem okolje za celico ali pa katerokoli drugo zadevo pod njim. Podobno za posameznika in družbo. Posameznik je vsekakor pod vplivom družbe, hkrati pa s svojim delovanjem veliko prispeva, čeprav se mogoče komu zdi, da ne, da smo nepomembni, ampak smo. Vsak s svojo unikatnostjo pomemben prispevek v ta barvit mozaik. In gre enako v obratni smeri, torej družba, vemo, ni potrebno posebej razglabljati, vpliva na naše delovanje, na naše zdravje, na naše vedenje. In če vključimo v to okolje tudi mikroorganizme, torej vsakega od nas z svojim naborom mikrobiote na nas in v nas, potem vsekakor je dobro poznati, kaj gostimo oziroma kaj se dogaja z bakterijami, algami, glivami, virusi, ki so na nas, ker vplivajo oziroma posegajo v vse pore našega življenja, tako na mikronivoju celice, kot na makronivoju družbe ali pa pač nas kot posameznika. In paralele lahko vidimo tudi zelo, če gremo psihološko, recimo mikroorganizmi prispevajo k stabilnosti črevesne stene oziroma sluznice in k stabilnosti oziroma integriteti krvno-možganske bariere. Hkrati pa, če imamo to vitalno, zdravo, krepostno, to vpliva na naše vedenje in smo mi vitalni, zdravi, krepostni, se znamo postaviti zase, imamo stabilne, zdrave odnose in kot taki lahko prispevamo k dobrobiti družbe oziroma se vanjo integriramo, se vanjo zdravo integriramo. Tako da karkoli se dogaja na celici oziroma v celici, se bo slej ko prej pokazalo tudi navzven na višji skali oziroma večji skali. Zato se splača skrbeti in za celice in za nas kot pač celovito, popolno osebnost, pa gledati širšo sliko, kjer vse te popolne osebnosti s svojo popolno mikrobioto prispevajo k popolni družbi, oziroma popolni v svoji nepopolnosti. Da se mečkam še, moram se malo dotakniti epidemije, oziroma bom rekla kar epidemije možnosti ali priložnosti, torej vrtenja, dogajanja okrog koronavirusa oziroma virusa. In mislim, da se je tukaj vsak od nas hočeš nočeš začel vsaj malo ukvarjati z mikroorganizmi. Želela bi, všeč bi mi bilo, če bi se mogoče na splošno še malo bolj ukvarjali s tem, malo bolj skušali prepoznati mikroorganizme kot naše sodelavce in ne sovražnike in se zavedati torej te njihove inteligentnosti oziroma inteligentnosti narave, katere del smo tudi mi.
kot en fraktal oziroma vzorec nje. Tako da spoznavanje oziroma zavedanje se, kako pomemben del naših življenj so mikroorganizmi in kako pomembni so za naše zdravje, bi mogoče malo pomagali omiliti razne panike in prepade med nami in mikroorganizmi in obrnilo oziroma zavrtelo smer stran od te antimikrobne družbe, ki jo ustvarjamo, kjer vse razkužujemo pač že prej, ne zdaj v času epidemije, ampak že prej imamo antimikrobna mila, antimikrobne odeje, antimikrobno vse. Mogoče v tem smislu malo pretiravamo in je fino živeti na nek način v narekovajih malo umazano v smislu stika z naravo, kot pa pretirano oziroma kompulzivno sterilno. Tako da bi vas pozvala, da raziskujete ta svet mikroorganizmov, ki vas naseljuje in jih skušate vzeti za svoje oziroma se mogoče zavedati, da so tukaj z nami oziroma da smo mi tukaj z njimi, ne pa proti njim. Mogoče smo celo tukaj zaradi njih. Evo še nekaj dodatnih humanistično obarvanih informacij oziroma informacij, predlogov za mogoče način razmišljanja, tudi v zvezi z mikroorganizmi. Torej, vsaka celica, kot sem že prej omenila, želi imeti čim več informacij o svoji okolici, zato da je zdrava. Če jo izolirate od ostalih celic, lahko po domače povedano izgubi stik z realnostjo ali celo zblazni in postane rakava celica. Zgubi kontaktno inhibicijo in raste v nedogled, ker se ji zdi, da sicer ne bo preživela. Zelo podobno se dogaja v družbi. Nek posameznik je izločen oziroma zavržen, zasmehovan kakorkoli in se včasih zgodijo hude stvari, ko ta posameznik želi se zopet povezati oziroma vključiti oziroma opozoriti nase. Če ima celica torej dostop do informacij, je sposobna delovati tudi v skupini, sposobna se je regenerirati, sposobna je biti zdrava. Raznolikost je ključ do uspeha, vsi smo različni in ta raznolikost v bistvu sestavlja zelo barvito celoto, ki je sposobna cveteti oziroma se prilagajati na različne odzive v okolju, ker imamo pač večji nabor orodij oziroma sposobnosti, katerim vsak od nas prispeva. Tako da v zdravi družbi vsak od nas lahko najde nišo, v kateri je uspešen in enako se dogaja v mikrosvetu oziroma svetu mikroorganizmov. Vsaka gliva, kvasovka, bakterija si lahko najde svoje mesto in prispeva k zdravi mikrobioti. Tako da tudi recimo virusi, ki sicer tehnično gledano niso v bistvu živi organizmi, so pomembno orodje pri tej raznolikosti, ker s svojim DNK-jem oziroma RNK-jem, ki so ga sposobni s pomočjo nas vnesti v organizem, prispevajo k naši raznolikosti oziroma pestrosti genetskega bazena. Tako da smo se najverjetneje tudi s pomočjo njih usmerili v tako biodiverziteto, kot jo imamo, ne glede na naš dokaj skromen genom, torej človeški genom. Sprejemanje tako na nivoju celice kot na nivoju družbe, sprejemanje raznolikosti je pogoj za sodelovanje in skozi sodelovanje smo močnejši, to ste seveda že večkrat slišali, tudi v zadnjem času in probajmo razumeti to sodelovanje tudi znotraj naših celic oziroma znotraj mikrobioma. Pa seveda adaptivnost na izzive iz okolja. In če se spomnimo na začetek, ko sem rekla, da mikroorganizmi v bistvu predstavljajo pomembnega mediatorja za naš stik z okoljem, potem je fino, da delujejo ti mikroorganizmi precej optimalno, živahno, da so voljni se spreminjati glede na to, kaj se dogaja v okolici in nekako prispevati k našem ravnovesju, s svojim ravnovesjem, k ravnovesju celotnega organizma. Torej, paralele so precej jasne, se mi zdi, če se začnemo malo v to poglabljati in lahko zaključimo, da torej vitalnost posameznika je predpogoj za vitalnost družbe in obratno v bistvu vitalnost družbe prispeva k vitalnosti posameznika. In še za na konec, glede na to, da ta teden možganov nosi naslov Človek ni otok po angleškem poetu, prikažem še tole sliko. Vsekakor smo lahko vsak svoj otok kot celovita osebnost, hkrati pa pod gladino vsi povezani v eno tako skupno zemljo,
po kateri hodimo oziroma se dotikamo, stikamo, iz katere črpamo razne mikroorganizme, obliva nas skupen ocean, ki je sam bogat z raznimi mikroorganizmi in dihamo skupni mikrobiom. Tako da vedno je bilo to prisotno, odkar človek obstaja, vedno bo, zato se mogoče lahko malo sprostimo in v bistvu to povezanost preko mikrobioma vzamemo kot nam koristno. Torej, še enkrat, če začute skozi te vaše druge možgane oziroma metuljčke v trebuhu podoben način razmišljanja, kot sem ga želela predstaviti, torej, da naše zdravje ni odvisno samo od telesnih celic, ampak tudi od mikroorganizmov naših prijateljev, potem skušajmo živeti v tej smeri, da bomo te zdrave oziroma uravnovešenje mikroorganizmov tudi podpirali skozi vse, kar počnemo. Kar je pa tako ali tako zelo skladno z splošno skrbjo za zdravje. V bistvu se je treba samo malo sprostiti in zavedati, da pač oblak teh malih prebivalcev je ves čas okrog nas in so tukaj in bojo tukaj ostali. Okay. Torej, zaključim z zahvalo, da ste poslušali oziroma sem še na voljo za vprašanja. Že zdaj pa lahko rečem najlepša hvala za pozornost. Odlično, hvala za ta lep zaključek. Vprašanj se je nabralo kar nekaj, tako da bom kar brez oklevanja začela z prvim. In sicer, ali morda veste, če ketonska keto dieta blagodejno vpliva na mikrobioto? Ok, o prehrani bi lahko govorili ure in ure in ure. Zdaj, iz vidika prehrane, če recimo sledimo nekemu dokaj strogemu režimu, ki izključuje procesirano hrano, kar po mojih informacijah ketonska dieta načeloma jo, potem smo že nekaj dobrega za mikrobiom storili. Tukaj zna biti pa sicer problem, če je ta dieta bazirana predvsem na maščobah, da mogoče zna manjkati malo vlaknin, kar na splošno v populaciji kar primanjkuje. Ker že same po sebi so vlaknine težko prebavljive, če mi kot gostitelj oziroma teren nismo tega navajen, potem je uvajanje lahko zelo težavno in ga spremlja napenjanje, napihovanje, bolečine v trebuhu, težave z odvajanjem oziroma preintenzivno odvajanje, tako da vsekakor je smiselno, ne glede na način prehrane, skušati vanjo vplesti beljakovinske, vlakninske vire. Ker kot ste videli, za proizvodnjo kratkoverižnih maščobnih kislin je treba imeti nek material, neko hrano za te bakterije in to predstavljajo vlaknine. Vlaknine so pa prisotne v živilih rastlinskega izvora, pravi žitarice, stročnice. Tudi če nisi naklonjen žitaricam oziroma glutenu, naprimer, lahko najdeš druge vire. Sadje, zelenjava, lahko seveda tudi se suplementiraš, tako da vsaka dieta mogoče lahko nekje prispeva za zdrav mikrobiom, nekje pa ga majčkeno omejuje. In je pa odvisno, če je neka dieta taka, ki vam ustreza, pa ste zaradi tega manj pod stresom, ste tudi nekaj dobrega za mikrobiom naredili. Če pa strog režim hkrati zelo obremenjujoč, pa mogoče se lahko vprašamo, če lahko kaj prestrukturiramo oziroma spremenimo. Tako da res samo na kratko. Veliko knjig je bilo že izdanih, napisanih in člankov s poudarkom v zadnjem času, s poudarkom na vlakninah oziroma na raznovrstnosti rastlinske prehrane za podporo mikrobioti. Potem pa vsak sam majčkeno prilagaja, glede na svoje sposobnosti oziroma zdravje mikrobioma in nasvet je vsekakor uvajati spremembe postopoma, zato da je pot lažja. Hvala za te nasvete. Ali in če da, kako je mikroflora zdrave osebe drugačna od osebe, ki ima neko duševno motnjo? Ok. Recimo tipična duševna motnja, za katero se ve, da jo spremlja disbioza, bi bil recimo avtizem, tudi shizofrenija, naprimer. Načeloma je manjša biodiverziteta, manjša raznovrstnost. Mi želimo imeti precej raznolikih sevov, čeprav so samo nekaj vrst tistih, ki predstavljajo večino mikrobiote, ampak tisti manjši procent pa še vseeno vključuje kar precej različnih vrst. Tako da kaže se v zmanjšani diverziteti, potem recimo različne duševne motnje, če gremo iz duševnih motenj mogoče na malo bolj somatske motnje oziroma
rakave bolezni, čeprav so tudi te imajo precej močno duševno komponento. Recimo obstajajo določeni sevi, ki so bolj razširjeni pri bolnikih z rakom na debelem črevesju ali pa z rakom dojk. Tako da karkoli ruši to običajno sestavo, že otežuje oziroma ovira naše zdravje. Tako da, ker smo vseeno pa toliko raznoliki, tudi glede na to, kje živimo, recimo na kateri celini, kakšnem področju geografsko gledano, v katerem delu leta smo, kakšna je naša socialna mreža, koliko smo športno aktivni, se to precej spreminjanje treba res gledati vsakega posameznika posebej in pogledati, recimo, katere bakterije bi bile razširjene, naprimer ena taka bi bila lahko helikobakter, ki prispeva k razdraženemu črevesju, ki lahko kasneje prispeva k razvoju raka na črevesju, potem recimo kakšna kandida, čeprav kandida kvasovka, če se vrnemo malo nazaj, da v bistvu vsak mikroorganizem ima svojo nišo v črevesju, je tudi kandida, recimo, ko se razraste tam zato, da bi rešila težave. Res, da nam njena razširjenost povzroča precej neprijetnosti, ampak je tam zato, da bi spet ustvarila pogoje za prihod bakterij oziroma za prihod raznovrstnosti nazaj v telo. Zelo so fascinantne podatki, kaj vse mikroorganizmi lahko počnejo oziroma kje vse lahko uspevajo, tako da je ena fiksna, zaenkrat premalo vemo, da bi res lahko govorili o neki fiksni sestavi, ki je optimalna za vse, v nekem programu, ki bi ga vsak želel imeti. Obstajajo pa seveda precej elegantni načini rekolonizacije, recimo črevesja z mikrobioto nekoga, za katerega vemo, da je zdrav. Obstajajo namreč transplantacije blata, kjer lahko dobiš mikrobioto zdravega donorja in ti pomaga pri rekolonizaciji, ampak če tvoje življenjske navade ostajajo enake, potem se bo slej ko prej organizem povrnil v tisto disbiotično stanje. Tako da zaenkrat načeloma približno, mi ta svet res šele odkrivamo in vemo, da pač disbioza, torej porušeno ravnovesje, slabša diverziteta je značilnost večine bolezni in tudi duševnih motenj. Ne moramo pa konkretno s prstom kazati na ensi oziroma na eno bakterijo, ampak načeloma gre za precejšnja odstopanja od povprečne sestave. Če vzamemo neko povprečje od vseh nas, bomo dobili nek približek, kaj bi bilo optimalno. Potem je pa odvisno od starosti, aktivnosti, lokacije, kjer živiš in tako naprej. Ja, ravno eno vprašanje na to temo se je tudi pojavilo. Kako definirati disbiozo, glede na to, da se posamezniki med sabo v mikrobioti toliko razlikujemo? Ja. Ponavadi jo prepoznaš po simptomih in potem greš gledat prisotnost mikrobiotskih združb, čeprav še vedno je treba biti tukaj malo kritičen oziroma vzeti vse z zrnom soli, kar se tiče meritev črevesne biote oziroma biote nasploh, ker ugotavljajo, da stanje znotraj recimo debelega črevesja ni nujno pokazatelj za splošno stanje v telesu oziroma še na drugih lokacijah. Tako da je lažje prepoznati simptome, kot pa vnaprej oziroma se stalno testirati za črevesno bioto. Čeprav to počnemo in je super dopolnilo poleg ostalih parametrov, ki jih upoštevamo pri evalvaciji zdravja. Ni pa se treba na to preveč obesiti. Lažje vsak sam v bistvu spremlja svoje zdravje, počutje se povezuje s telesnimi občutki, je introspektiven, kot pa da bi si stalno recimo meril črevesno bioto. Bolj v bistvu uporaben parameter bi bil opazovanje svojega blata. In imamo čisto enostavne lestvice glede teksture, barve blata, ki nam pove precej oziroma zadost, da lahko začnemo spoznavati, da je mogoče tudi mikrobiota v neravnovesju. To so poznali že stari Kitajci oziroma zelo starodavne medicine, ki so v bistvu tudi že neko vrsto fekalne transplantacije uporabljale in o tem se malo premalo govori, ni nujno, da se o tem govori za mizo ob kosilu, ampak bi bilo pa fino to tudi upoštevati, ker to, kar pride iz nas, je do neke mere tudi pokazatelj tega, kar se dogaja v našem črevesju. Tako da nadaljujte z raziskovanjem. Super. Še eno malo drugačno vprašanje. Nekatere bakterije ugrabijo živali in nadzirajo njihovo vedenje. Se to lahko zgodi tudi človeku?
Ja, mogoče ste slišali, oziroma kdo je postavil to vprašanje, morda pozna primer s toksoplazmo, ko se je v bistvu prišlo do tega, ja, da se je karakter oziroma obnašanje živali precej drastično spremenil. Dogaja se to tudi človeku, mogoče na bolj subtilen način, ampak ravno v obliki teh motenj razpoloženja. Se pravi, lahko je nekdo depresiven zaradi disbioze v črevesju oziroma zaradi prisotnosti določenih bakterij, ki jih je tam preveč. Že recimo na primeru helikobakter, vi imate težave, lahko zelo neznosne bolečine v črevesju in že samo zaradi tega boste depresivni. Lahko pa bi bili depresivni ali pa tesnobni zaradi tega, ker metaboliti bakterij, ki prebavljajo vašo hrano, proizvajajo določene molekule, ki prehajajo v možgane in tam vplivajo na tokokroge v možganih ali pa celo tudi na izražanje genov v nevronskih celicah. Bakterije so sposobne, oziroma njihovi metaboliti, butirat, naprimer, vpliva tudi na gensko ekspresijo. Recimo na izražanje določenih genov za receptorje, za nevrotransmiterje, kakorkoli. In če se ena taka zadeva pojavi, ki se vmeša v naravno optimalno delovanje, lahko seveda to povleče za sabo spreminjanje razpoloženja oziroma spremembe najprej v delovanju, v prenosu signala oziroma v delovanju teh nevrotransmiterjev. Tako da vsekakor, slišala sem tudi že ekstremne razlage, recimo, ker si pač stalno delimo mikrobiom. Si lahko predstavljamo naprimer kljuko vrat v WC-ju, v javnem WC-ju, ki se vsak dotakne, na svojih prstih imamo cel krog mikrobiote in ta mikrobiota se deli z vsakim, ki pač obišče tisti WC na nek način. In ta mikrobiota zdaj seveda je na nas oziroma lahko vstopa v nas, ne bo ravno spreminjala našega genoma, prispeva pa k raznovrstnosti. Ampak to se stalno dogaja povsod. Če bi bili mi zdaj v skupnem prostoru, bi dihali skupni mikrobiom in se informirali. In noben od nas ne bi bil več enak, kot je bil oziroma tak, kot je bil 1 uro nazaj na začetku predavanja. Tako da možgani, mikrobiota črevesja stalno deluje, tudi po noči, ko spimo. In zdaj, če bi bila mikrobiota malo drugačna, bo komunikacija črevesja možgani malo drugačna. Se pravi, lahko v slabem primeru oziroma slabem scenariju lahko pride do motenj razpoloženja, do drugačnega načina odzivanja, razdraženosti, tudi ta brain fog, za katerega ste mogoče že slišali, je lahko posledica pač neustrezne prehrane in disbioze. In lahko posledično vodi do nesreče, v prometu. Tako da spet so bili zraven mikroorganizmi. Ampak uporabimo jih v svoj prid, oziroma v to, da če bojo oni zdravi, bomo tudi mi bistri, zdravi, polni energije, ljubezni, z zaupanjem do ostalih, željnih stikov, ne pa pač se umikali oziroma skrivali, da nas ne bo kdo s svojim mikrobiomom informiral. Pač ne poteka zdaj to tako na enostaven način, da bi kar skakale bakterije v naše celična jedra in vstopale v naš DNK, ampak so pa na nas, okrog nas in stalno so bile, tako da smo nekako kolektivno kot družba skupek vseh mikrobiomov in karakter družbe je v bistvu rezultat oziroma vsota vseh naših karakterjev, tudi zaradi naših mikrobiomov. Malo filozofsko. Ja, se bom navezala na to dihanje skupne mikrobiote z tem vprašanjem, kako socialne interakcije ali pa pomanjkanje socialnih interakcij v otroštvu vpliva na razvoj mikroflore in ali lahko travmatični dogodki v otroštvu pustijo sledi na mikroflori in ostanejo potem tudi v odraslosti te sledi. Socialne interakcije, travmatični dogodki delujejo na več nivojih. Mikrobiota je ponavadi tukaj posledično spremenjena, oziroma recimo osiromašena mikrobiota kot posledica pomanjkanja stikov samo še dodatno prispeva k nekemu vzorcu delovanja. Načeloma pa lahko nek travmatičen dogodek pač že sam po sebi kot nek stresni dogodek spreminja izražanje genov, torej po epigenetskem mehanizmu, da vpliva na to, kaj se dogaja z DNK-jem, kakšni recimo receptorji, ki so udeleženi v stresni odziv, se izražajo ali ne. In posledično zaradi recimo prekomernega občutka ogroženosti, prekomernega odzivanja na stresen način,
se bo potem to poznalo tudi na mikrobioti, ki bo še dodatno poganjala nadaljnje stresno odzivanje. In ker bo stresa več, ker bo mikrobiota porušena, bo tudi vnetja več in človek bo manj čustveno stabilen oziroma bo imel slabšo samopodobo, slabše odnose in se bo to samo še nadaljevalo. Tako da mikrobiota je še dodaten mozaik. So bolj ključni oziroma bolj ključni mehanizmi iz tega vidika, kot posledice zmanjšanja socialnih stikov ali pa nekih težkih dogodkov v zgodnji fazi življenja, in mikrobiota je samo še en del, ki je pod tem vplivom. Bolj mikrobiota pride do izraza recimo pri načinu poroda ali pa pri vplivu, se pravi, materinega načina življenja, prehranjevanja in stresa, medtem ko se pločje razvija. Pa recimo mikrobiota se bolj odziva na to, s čim se mi prehranjujemo in s kom se družimo. Ampak v smislu travmatičnih dogodkov so pa prej močnejši akterji ravno te epigenetske spremembe oziroma epigenetske oznake, če ste že slišali zanje, se pravi prilepljanje manjših molekul sladkorjev oziroma ogljikovodikov, ki vplivajo na to, kaj se potem iz DNK-ja prepisuje oziroma kako se izraža. Tako da so zadeve precej kompleksne, ampak načeloma mi smo socialna bitja, se povezujemo in če gremo v ta mikrosvet, se pravi bakterij, virusov, se verjetno povezujemo tudi zato, da si izmenjujemo tudi mikroorganizme. In ne vem, če veste, mikroorganizmi res, kot je bilo prejšnje vprašanje, vplivajo na naš karakter, vplivajo na naše preference za hrano, vplivajo na naše preference za partnerje. Mogoče ste že slišali to, da naš imunski sistem, katerega pomembni sestavni del je mikrobiota, nas usmerja na neki subtilni ravni k iskanju partnerjev z komplementarnim imunskim sistemom. Zato, ker čisto evolucijsko gledano, dva z drugačnim imunskim sistemom, ki skupaj tvori neko celoto oziroma širši spekter, širši nabor genov za večjo odpornost, bosta ustvarila potomci, ki imajo večje možnosti za preživetje. Tako da že, recimo, da imaš neko mikrobioto, ki je malo različna od mikrobiote tvojega partnerja, to znaš začutiti recimo prek neke fizične privlačnosti, uživanja pri poljubljanju, všeč ti je njihov pot oziroma telesni vonj. In tukaj zadaj so tudi znanstvene razlage, ki potrjujejo to, da iščemo komplementarnost in da se nasprotja, ki se lepo dopolnjujejo, tudi privlačijo. In smo lepo zaokrožili to zgodbo. Odlično, hvala za te izčrpne odgovore. Na tej točki se vam bom zahvalila tudi za to poučno predavanje in vam zaželela lep večer še naprej. Hvala lepa, jaz vam želim enako in me veseli, da ste prisostvovali. Upam, da ste se še kaj novega naučili oziroma da boste šli v nov dan, zavedajoč se, da so mikroorganizmi del nas in na naši strani. In če skrbimo zase, skrbimo tudi zanje. Tako da res najlepša hvala za pozornost.